Današnji top 5 pa pol imamo 7 zavrnjenih filmov. Poglejmo si številko 7. Prvi zavrnjeni film je delo predsedniške kandidatke Nataše Pirc, imenuje pa se Čisto pravi musar. Naredila ga je, da vrne uslugo stranki, ki jo je podpirala na volitvah. Torej, piratski stranki. Film številka 6 je naredil Janez Cigler Kralj, imenuje pa se, prav ste ogonili, Levji Cigler Kralj. Film, za katerega je gospod Kralj rekel, in citiram, če mi ne uspe postati predsednik Slovenije, mi bo uspelo postati vsaj kralj živali. Naslednji film je delo gospe Senčar z imenom Casabina Blanca. V filmu Senčarjeva govori o tem, kako bo vedno imela Pariz, tudi potem, ko izgubi v Sloveniji. Gremo naprej. Nekdanji predsedniški kandidat Vladimir Prebilič je naredil kar 3 filme, in sicer pod zaporedno številko 4, ki je priredba filma Gladiator, imenuje pa se Vladiator. Pod številka 3 imamo Prebiličevo znanstveno-fantastično serijo z imenom Black Bloody Mirror. Vsaka epizoda serije ima drugo zgodbo, vse pa prikazujejo eno obliko distopije, ki se bo zgodila, če na naslednjih volitvah ne volimo za zeleno stranko. To pa nas pripelje pod številko 2, ki je romantična drama gospoda Prebiliča, imenuje pa se Mladi in Vladimirni, v katerem gospod Prebilič opisuje svojo puberteto, ko je bil še mlad in Vladimiren. In naš današnji zadnji in najbolj zavrnjen film od vseh je animiran film Anžeta Logarja, ki ga je poimenoval Logarfield. V filmu gospod Logar igra mačka, ki sovraži ponedeljke, in čeprav prisega, da je neodvisen kandidat, je vseeno odvisen od lazanje. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.